Želja je, vprašanje je pa ta časovni faktor, torej kdaj. Mora biti ta trenutek še ne, ker je verjetno tehnologija še preveč kompleksna oziroma zapletena. S tem bo omogočeno slovenskim akterjem, podjetjem, inštitucijam znanja, da bodo lahko svoje znanje še bolj nadgradili, ker bodo omogočene participacije v še več teh programih Evropske vesoljske agencije, med drugim tudi program znanost, v katerem se pa dejansko odvijajo te velike ESIne misije za raziskovanje vesolja, ki v končni fazi prinesejo potem tudi neko dodano vrednost za boljše življenje na Zemlji. Njegovo podjetje je pionir na svetu, kar se tiče izgradnje večkrat uporabnih nosilnih raket, katerih posledica bo ravno to, da se bo pocenila strošek same izstrelitve, in to bo pomenilo dodatni pospešek pri razvoju oziroma testiranju nekih novih tehnologij, tudi v vesolju najprej, in pa seveda iz tega se bodo zagotovo razvile neke nove konstelacije, novi modeli, poslovni modeli. Jaz mislim, da ja, glede na to, da vemo, kakšna je teorija, kako je nastalo vesolje, torej z nekim pokom, zagotovo. Verjamem, da obstaja nekje, danes sicer so že indici o teh eksoplanetih, ki bi so lahko potencialni kandidati, zato ni pa še seveda dokazov, in to pa verjamem, da bo pa neka tehnologija v prihodnosti, ko se bo razvijala, lahko to tezo tudi ovrgla ali pa potrdila.